Pozdravljeni! No, velikonočni prazniki se počasi zaključujejo in sem rekla, da vam še jaz zaželim pač vse lepo. Ne glede na to, ali so prazniki mimo ali ne, gre se za mir v duši. Koliko občutimo ta notranje zadovoljstvo, notranji mir, notranjo srečo. Zadnjič enkrat sem z otroci se pogovarjala, ta starejša hčerka Sara je pela: "Smisel življenja je ležanje na plaži." No, in potem smo šle na temo, kaj je v bistvu v življenju pomembno, kaj je tisto. No, in na koncu smo se zedinile z mojimi hčerkami, da je v bistvu sreča tisto, kar je najbolj pomembno v življenju, da imaš tisti notranji občutek, tisto, ko ti duša poje. In prazniki znajo biti kar zanimivi, ker včasih, ko družina pride na kup, lahko pade tudi kakšna beseda, ki sicer ne bi, če se ne bi srečali. In potem si rečeš, dobro, da sorodnikov ne vidim spet naslednje leto ali pa vsaj pol leta. No, in predvsem ljudje, ki se jih je naša duša izbrala, da bodo naši sopotniki skozi življenje, naša družina, so naši učitelji, ker nas učijo predvsem potrpežljivosti, pa nam pokažejo brez slabe vesti na kakšno rano, ki jo imamo še za predelati. No, in danes bom za vas potegnila eno karto Prehod v novo dobo, da vidim, kaj za vas sporoča stvarstvo. Tole bom potegnila. Višja zavest. Skozi moje celice teče božanska ljubezen. To je karta številka 19. No, in zdaj, če pogledam, kaj tukaj naprej piše. 19. Človeštvo se dviga na višje vibracije. Zmorem občutiti čisto ljubezen brez sodbe. Jaz sem povezovalni člen med stvarstvom in zemljo. Stanje ljubezni in miline je moje naravno stanje. No, in ko pride družina na kup, zna biti kar zanimivo. Veste kaj, danes zjutraj sem srečala oziroma videla na kolesu mojega profesorja iz srednje šole. In če se ga spomnim izpred, to je že 30 let nazaj, kako je bil vedno slabe volje, vedno je bil nekako jezen, vse ga je motil. Danes zjutraj on se je smejal, videla se je, kako uživa v življenju. In enkrat, ko sva govorila, to je sicer že nekaj let nazaj, je rekel, da nikdar v življenju še ni bil tako srečen, kot je zdaj. Da tako uživa v življenju, da enostavno žari. Glejte, jaz sem ga samo videla, ko se je peljal na kolesu, ampak se je videlo, da žari. Prav tako se pa vidi takrat, ko ne žarimo. Oziroma, kdor ne žari, odbija ljudi od sebe. No, in prav s tem namenom, glejte, sem tukaj v knjigi, ko imajo Hormoni žur, napisala stavke, trditve, ki jim lahko verjamete. Ker dejstvo je, da če si jaz ponavljam, srečna sem, rada se imam, cenim se in tako naprej, to so stavki, v katere ne verjamem. In vse, kar je dokazano je, v kar ne verjamem, sama sebi povzročam še več stresa, kot da sploh nič si ne bi govorila. Tako da, glejte, to je na strani, v starejših izdajah na strani 50, v novejši izdaji, v zadnji izdaji na strani 52. Sebi dovoljujem, da se imam rada in se cenim. Zato pijem dovolj vode, se vsak dan gibam, jem zdravo hrano, berem pozitivne novice, izbiram zdrave odnose, se družim s pozitivnimi ljudmi, zato ker sem vredna ljubezni, sebe postavljam na prvo mesto. V življenju sem vodena, zaupam tako sebi kot drugim. Varna sem tukaj in zdaj. Sem ljubljeni otrok vesolja in zame je vedno poskrbljeno. Meni pripada ljubezen. Učim se, kako dajati in kako sprejemati ljubezen. No, in prav ta stavek. Meni pripada ljubezen. To ne pomeni, ljubljena sem, jaz imam že srečen odnos. Ampak meni pripada ljubezen. Učim se, kako dajati in kako sprejemati ljubezen. In to ni laž. To je samo stavek, ki daje dovoljenje. No, zato, če berete knjige od Louise Hay, Življenje je tvoje, ker je kup pozitivnih trditev, dajte pred vsako trditev, dovoljujem si, da moje celice postanejo vedno bolj močne. Dovoljujem si, da se odvečna teža stopi. Recimo tudi sama sem leta nazaj učila, da če želiš, da shujšaš, si ponavljaš vitka sem, z lahkoto uravnavam telesno težo. Ampak
Dejstvo je, če imaš 10-20 kg preveč in veš, kako se trudiš s to odvečno težo in si govoriš zraven, da z lahkoto se topijo odvečni kilogrami, pa veš, da se trudiš, ne bo pomagalo. To je laž, ki povzroča še več stresa. Stres povzroča spet pridobivanje teže na predelu trebuha. Zato, če želite aktivirati hujšanje, si začnite ponavljati. Dovoljujem si, da se odvečna teža stopi. Dovoljujem si, da se moje telo preoblikuje. Ponavljajte si, zato ker se imam rada, zato ker se imam rad in se cenim, zato posegam po zdravi hrani, iz ljubezni do sebe. Dovoljujem si, da grem naprej. Dovoljujem si, da postanem lahka. A ni zdaj to boljš? Tako da v glavnem, tukaj, glejte, če boste samo prebrali pozitivne trditve, vam bo boljš, boste lažje živeli, ker dejstvo je, da stresa je danes ogromno in ogromno stresa pride prav iz ali nezadovoljstva zaradi sebe, ali zaradi nezadovoljstva z odnosi, ki jih imamo, ali pa zaradi skrbi zaradi preživetja. In dejstvo je, da na vse stvari lahko vplivamo s svojimi mislimi. In recimo, če imate izziv glede odnosov, če si govorite, učim se, kako dajati in kako sprejemati ljubezen in dovoljujem si, da se imam rada in se cenim. To pomeni, ker si dovoljujem, da se imam rada in se cenim, znam tudi povedati včasih, da rečem, opa, tako se pa z mano ne govori. No, lej, takega odnosa si pa jaz ne zaslužim. Jaz si zaslužim lepši odnos. In naslednja stvar, če imate pa izziv glede denarja, službe, je pa ena stvar, dovoljujem si, da v moje življenje pride moja idealna služba. Ali pa naslednja stvar, dovoljujem si, da sem bogato plačana za svoje delo, da sem nagrajena. Zato, ker če si boste ponavljali, ni denarja, zmerom ga je premalo, ja, točno to boste dobili, zmerom premalo in zmerom manj. Tako da, glejte, misli so mogočna sila. Vem, da smo vsi brali knjigo Skrivnost ali pa se pogledali film Skrivnost, ampak dejstvo je, da če si ponavljamo trditve, v katere sploh ne verjamemo, ki nam povzročajo še več stresa, delamo sami sebi škodo. Zato obrnimo misli v drugo smer in predvsem, glejte, pri teh mislih je zelo pomembno, moram pole malčkrat takole postaviti, da izhajamo iz te srčne energije. Vse to, kar jaz srčno verjamem, to je tisto, kar se z brzdino, ki se z res hitrostjo udejanja in prihaja v moje življenje. Zdaj pa kako sebe spraviti v to pozitivno stanje. Glejte, tako preprost je. Če zaprete ta trenutek oči in globoko vdihnete, dajmo skupaj to narediti. In zdaj vam rečem, vidim srečo. Kaj poiščejo vaši možgani? Kaj je tista stvar, kar vaši možgani najdejo? Glejte, jaz ko rečem, vidim srečo, vidim sebe, kako sem hodila par let nazaj po potki okrog tam po Triglavskih jezerih in moja duša je pela. Ali pa če se spomnim obdobja, ko so bile moje 3 hčerke majčkene, ko so plesale, uživale, enkrat se spomnim, ta srednja hčerka mi je prinesla, takle čas je bil, mogoče so začele cveteti rožice in mi je prinesla rožico, rekla, mamina Jožico. Veste, toliko lepih spominov lahko najdemo in verjamem, da ima vsak izmed nas kakšnega, nekaj, kjer ti je duša pela in to je že tisto, kar ti veča srčno energijo, srčna energija pa seva več kot 2 metra okrog nas in privlači v naše življenje vse tisto, kar si želimo. Tako da, dajte pozornost temu, česar želite več in blagoslovite tisto, kar naj odide. Zato stavek, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja, je zelo dober. Zato blagoslavljajte vse tisto, kar želite in blagoslavljajte vse tisto, kar naj odide. In boste videli, kaj se bo zgodilo v vašem življenju. Čudeži se dogajajo. Lepo se imejte, naslednji video pošljem nasveti za zdravje, tako da enkrat nasvet za osebno rast, drugič za zdravje, fizično, v vsakem primeru pa skupaj, ker mi smo celo telo in misli in hrana vplivajo na naše dobro počutje. No, z vami sem Minka Gantar, tako da če imate kakšen komentar, napišite spodaj
Tako da vesela bom vsakega povratnega sporočila in imejte se lepo.